Evo, živijo, nov teden. Danes vprašanje, kdaj je otrok zrel za telefon. Se pravi, jaz bi to vprašanje tudi zapakiral, mogoče kdaj je otrok tudi pripravljen, a ne, na uporabo telefona, kdaj si zrel, pripravljen v tem smislu. In sicer prvo je, ko si pripravljen na vse posledice uporabe telefona ali pa za karkoli to v življenju gre. Karkoli se je pomembno iti v življenju, ko smo pripravljeni na vse posledice. Zakaj? Ker če ne vnaprej pogledamo vseh možnih posledic, ne vemo točno, s čim se bomo vse mogli soočati, ne vemo točno, kakšna igra nas čaka, a ne. Ampak ko mi nekaj rečemo, nekaj naredimo, nobenega več ne zanima, ali smo mi okej s posledicami ali ne. Ko nekaj naredimo, nekaj rečemo, avtomatsko se sklepa, da si pripravljen na vse možne posledice tega. Tako da, kaj bi rekel, kdaj je otrok zrel za telefon? V prvi meri je tle od staršev, kdaj ste vi pripravljeni na vse posledice uporabe telefona. Predvsem bolj ne uporabe, ampak zlorabe telefona, a ne. Se pravi, prvo je treba pogledati, kako vi uporabljate telefon, ker s tem dajete zgled otroku, potem pa kaj bo otrok na telefonu počel, kakšne vsebine mu boste dajali, a ne. Vsi vemo, blue screen, se pravi moder ekran, ena največja ali pa najbolj možen, najbolj močen signal, ki ga lahko naši možgani dobijo, in smo zelo hitro odvisni od njega. Zakaj? Ker je kar naenkrat bolj zanimiv kakor resničnost, a ne. Barve na telefonih, na ekranih so bolj žive, to je še močnejši signal za naš telefon, za naše možgane, se opravičujem. In pol kar naenkrat realno izgleda dolgočasno. Jaz sem bil svoj čas odvisen od igric in igrice so bolj zanimive, kakor daj gremo v gozd gledat tam dolgočasne barve narave, a ne. Tako sem jaz dojemal. Kaj vam hočem s tem povedati? Da to se pač dogaja v otrocih. Se pravi, rabimo mi biti pripravljeni na vse to in jih naučiti odgovorne uporabe. Tako da, načeloma pediatri priporočajo do 3. leta nič ekranov, pol pa se bojo začeli tudi šola to zahteva na neki način in tam pa je naša dolžnost, da mi nekako naučimo otroke, kaj gledati, kaj je tisto, kar nekako tudi imitira najbolj realnost, se pravi, da so barve na ekranu podobne barvam zunaj, a ne, da ni tle prevelikega razmika. Kar se tiče pa starosti, pa težko reči, a ne, ker to zavisi spet od vsakega posameznika, od staršev, kakšna dinamika je, kdaj smo pripravljeni kaj sprejeti. Ampak recimo, da bi otrok bil res sposoben dojemati in uporabljati telefon za svoje življenje, zato da mu prispeva, po mojih izkušnjah, ki gre v službo. Do takrat večina ljudi zelo rablja smartphone, ne uporabljamo jih zato, da nam bi izboljšali življenje, ampak nam ga prej omejuje, ker kar naenkrat smo več na telefonu, scrollamo stvari, gledamo stvari, ki nam ne dajejo nič pomembnega za življenje. Tako da tle bi rekel, da se bolj skoncentriramo na to, kako bomo mi otroke, mlade naučili in sebe naučili uporabe telefona, ki nam bo dejansko prispevala v življenju, in ne zlorabe. Starost pa tle niti ni toliko pomembna. Če otrok pokaže neko mero odgovornosti, zaupanja in da ve, kdaj je šel čez mejo, da vidite, da je tu kje drugje pokazal, pa mu z lahkoto lahko zaupate telefon. In to je lahko jama, ki nima dna, tako da tudi na to rabimo biti pripravljeni. Ne bi pa dajal tle specifične starosti, ker pač s tem ne bomo rešili nič, a ne. Tako da, evo, to je to. Če je kakšno podvprašanje, karkoli, priznam, tale video sem posnel malo na hitro, pač ko je, mogoče se sliši noter, ampak urnik je trenutno zelo poln, ne želim pa preskočiti objav. In zato vam dajem ta content in sem pripravljen na podvprašanja, kontramnenja in dajmo skupaj najti najbolj ugodno rešitev za vas in vaše otroke. Lep dan in se gledamo naslednji teden, če ne prej. Čau, čau.